Znova smo se v Ljudskem vrtu zbrali z dobrim namenom in zbrali skupaj 105.300 ml krvi. Na tradicionalni krvodajalski akciji, ki je trajala 2 dni, imeli smo 261 sprejemov in 234 odvzemov. Še enkrat se je pokazalo, da mi skupaj eno smo, ni samo slogan na papirju. Odziv je bil velik v znamenju dosedanjih visokih številk in z mislijo, da je lepe navade vredno ponavljati. Pri tem tokrat velja izpostaviti 200-kratnega darovalca. Prav na akciji v Ljudskem vrtu je poseben mejnik postavil Bojan Gamse, ki daruje kri že od leta 1981. To sem delal zato, da pomagaš drugim, ne? Iz veselja, ne? Tako da ne veš, kaj boš rabo ti, ne? Kdaj boš rabo ti, ne? Kri konc 81. začetka 82. sem začel, ne? In je pol trajalo do zdaj, ne? In je prišlo do 200, ne? Vztrajal sem pa do kraja, ne? Pa še naprej do 65, ne? Če bo zdravje. Presenečen. Hvala še enkrat, ne morem povedati nič, no, mislim povedati. Presenečen sem, hvala lepa za vse, ne, da ste mi to ugodili, da sem lahko se slikal na stadionu in z gospodom Tavaresom. Ob spoštljivem jubileju še dodaten klubski poklon in unikatno darilo iz rok Markusa Tavaresa, ki je nato tudi sam opravil plemenito dejanje. Ne vem, kak je to, kaj čutim, kak je feeling. Ampak seveda na igrišču je lažje vse, tam imam vse pod kontrolo, tu je malo težko, ampak še vedno za dobre stvari vse lahko naredim. Jaz sem zelo vesel, da lahko klub naredi tako akcijo, ker mislim, da NK Maribor ne je samo klub, ker nogometni klub, ampak je klub, ki se skrbi za drugi ljudi, za življenje drugih in tudi jaz, kot kristijan, Biblija pravi, da v kri je življenje in ko dajmo kri, tudi podarimo življenje za drugi. Vijolična kri za vse ljudi letos že 11. Ob tej priložnosti ljudi spomnimo na krvodajalstvo, neprecenljivega pomena pa je, da pridobivamo nove darovalce, ki prav s takšno akcijo premagujejo predsodke. Hvala vsem in se v vlogi krvodajalcev vidimo znova naslednje leto v Ljudskem vrtu, pa že to soboto, ko nas v nadaljevanju državnega prvenstva čaka tekma 8. kroga, naslednji nasprotnik pa bo Tabor Sežana.